dan, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Tole predavanje bo govorilo o tem, da begunci danes med nami že so in so vključeni namreč v šolski sistem. Jaz se bom namreč osredotočala na otroke, torej na otroke beguncev, ki prihajajo, ampak tudi, ki so že pri nas. Učitelji in vzgojiteljice in tudi profesorji na srednjih šolah bistveno vplivajo na to, kako so otroci vključeni. Vplivajo s svojim odnosom, s svojimi pričakovanji in svojim znanjem. In kar se znanja tiče, strokovnega znanja, kako vključevati, učitelji sami izražajo veliko potrebo po dodatnem usposabljanju. Kaj lahko danes naredimo? Glede na to, da pravzaprav ni sistemskih šolskih predmetov na fakulteti, se to danes rešuje tako, da se vabi ljudi in da predavamo posameznim skupinam študentom. Že zaposleni učitelji se dodatno usposabljajo, če se želijo, včasih zato prosijo celotni učiteljski zbori in pa lahko se učijo iz rezultatov posameznih projektov, ki jih je eno malo morje. Ko gremo v učiteljske zbore, jaz recimo uporabljam sistem, da jih izobražujem s pomočjo modela medkulturne vzgoje in izobraževanja, in to izgleda tako, da učitelje razdelimo v 7 skupin in sami evalvirajo na podlagi tega modela, kaj so že naredili in hkrati dobijo ideje, kako lahko delajo naprej. Zanimivo je to, da šole, ki že zelo dobro delajo, so zelo samokritične in hvaležne za nove ideje. Torej, zdaj bom šla posameznih teh 7 kriterijih in izpostavila bom samo določene stvari. Pri prvem, to je medkulturnost kot pedagoško-didaktično načelo, torej naša družba in tudi vsaka šola je že danes večkulturna. In z dejavnostmi, ki jih izvajamo v šoli, se trudimo, da ta družba postane medkulturna. En tak, recimo, sprejem dobrodošlice je na osnovni šoli Livada v Ljubljani, kjer so naredili našo državljansko enolončnico. Tu ne gre za materne jezike, ne gre za izvorne države, ampak gre za državljanstvo. Recimo 141 otrok ima slovensko državljanstvo, 74 bosansko, imajo otroke z Kosova, z Makedonije, z Ukrajine, z Rusije, z Kazahstana, z Francije, z Irana, z Hrvaške, z Brazilije in na to so ponosni. In te številke se sproti spreminjajo. Najbolj se učitelji ukvarjajo s sistemsko podporo, torej to, kar je odebeljeno, je zapisano v slovenski zakonodaji. Torej, otroci, ki pridejo, imajo pravico do dodatnih ur za pouk slovenščine in pa po pravilniku imajo pravico do 2-letnega prilagojenega ocenjevanja. Ker se praksa na tem področju zadnjih 10 let intenzivno razvija, ampak se še vedno razvija, učitelji porabijo ogromno energije za ta del vključevanja. Zato je zelo pomembno, da se drug od drugega učijo, da si izmenjujejo primere dobrih praks, da pišejo individualne programe, da vključujejo otroke v slovenski razširjeni program. To je recimo ena od velikih prednosti slovenskega šolskega sistema. Jutranje varstvo, podaljšano bivanje, brezplačne interesne dejavnosti. V teh dejavnostih se otroci lažje in bolj sproščeno učijo slovenščino in predvsem pridobivajo prijatelja. Pomembna pa je tudi zelo medvrstniška podpora. Torej, starejši otroci se učijo, novi otroci se učijo tistih, ki so prišli prej. Obstaja ena zelo velika iluzija, da se je slovenščino zelo lahko naučiti. Recimo, 3 mesece je že tukaj, jaz vem, da ona mene razume, ampak čisto nič mi ni hotela odgovoriti, dala sem ji šus. Torej, jaz si predstavljam, koliko bi znala fizike po 3 mesecih življenja na Madžarskem. Ali pa, da je dovolj, da se uči otroka, velja isto za otroke priseljence in za otroke begunce. Torej, pozabila sem na začetku reči, otroci begunci so takoj vključeni v slovenski šolski sistem. Ne glede na status, ki ga imajo starši, ne glede na to, a so prosilci ali že imajo azil, otroci gredo takoj v šolo. In imajo pravico, torej šola ponavadi zaprosi za eno dodatno uro učenja slovenščine in nekateri mislijo, da je dovolj, če enkrat na teden učiš otroka ob 3 popoldan 1 uro slovenščine. To je še eden od mitov, ki se ga močno razbija, namreč otrok se uči ves čas, ko je v šoli in vsak učitelj pri svojem šolskem predmetu je odgovoren za to, da otroka vsako uro na začetku nauči vsaj enega ali pa 2 pojma. Ali to naredi z dodatnim slikovnim gradivom, ali z Google Translate, ali s tutorstvom, ali z učiteljem, ki zraven sodeluje, kakorkoli. Obstajajo različni načini, ampak vsak je odgovoren za učenje pri svojem predmetu. In to ne slišijo preveč radi.
Če mislite, da se je naučiti slovensko lahko, vam priporočam na YouTubeu posnetek od Michaela Manskega, How to Become a Slovin. Tale 11. posnetek, vseh skupaj pa je 30, zelo veliko pove, jaz se bom pa zdaj trenutno odrekla. Tretja stvar, učitelji se nenehno usposabljajo in razvijajo svojo medkulturno zmožnost. Torej, učitelji, ki sami razvijajo svojo medkulturno zmožnost, lahko to delajo pri svojih učencih. Če sami nimajo, ne morejo. In pa še pomembno je, da to medkulturno zmožnost razvijamo pri vseh učencih. Da ne mislimo, da je to potrebno delati samo pri otrocih priseljencih. Torej, če imamo medkulturne delavnice na šoli, sodelujejo vsi učenci. Ne tako, kot je bilo nekaj časa zmotno mišljenje v Evropi, da to potrebujejo samo prišleki. To potrebujemo vsi, predvsem mi, ki smo vedno živeli v enem kraju in v eni državi. Razvoj zavedanja o večkulturni družbi pri vseh učnih predmetih. Jaz temu rečem, da učitelje spodbujam k aktivnemu državljanstvu. Torej, če v svojem učnem gradivu naletijo na predsodke, nad stereotipe, naj se o njih jasno pogovorijo, naj jih izpostavijo, namreč ti ne bodo zginili, če se bomo delali, da jih ni. Spodbujam jih tudi temu, da samostojno pripravljajo svoje gradivo. Slovenski učni kurikulum je tako narejen, da je to možno. In sicer v skladu s tem, kar imajo v razredu. Torej, če imajo v razredu, v preteklosti so imeli predvsem otroke iz nekdanje Jugoslavije, zdaj se bo ta spekter še dodatno razširil. Torej, če imajo otroke iz Bosne in Hercegovine, pa otroke iz Makedonije, lahko pri slovenščini obravnavamo tudi kakšnega njihovega pesnika ali pisatelja. Osredotočam se na slovenščino, ker jaz sem po osnovni izobrazbi slovenistka. In tole so recimo predlogi, kaj lahko konkretno narediš pri pouku slovenščine. Doktorica Lidija Dimkovska z Makedonije je izdala lani antologijo iz jezika v jezik. Analizirali so 90 od več kot 120 avtorjev, priseljenih ali manjšinskih v Sloveniji in zbrali 34 najboljših in njihova besedila objavili v obeh jezikih. Druga knjiga, primerna za višjo stopnjo ali pa za srednješolske programe, je Slovenščina in jaz, Simone Lečnik, izdana 2013. V njej Simona Lečnik pripoveduje o svoji begunski izkušnji v 90-ih letih, kako je bilo njej, ko je prišla in kako je bila vključena. In tu notri je vloga učiteljev tudi zelo izpostavljena. Od tistih, ki so rekli, da ne bo naredila mature, do tistih, ki so zelo, zelo spodbujali in pomagali. Potem izpostavljam Dvoživke umirajo dvakrat, Zorana Kneževiča. On je odšel iz Vojvodine v 90-ih letih, ker je rekel, da se je počutil v svoji državi tujec in da gre rajši v tujo državo, da se bo tam dejansko lahko počutil tujec. Potem se je zaposlil za 14 let v gradbenem podjetju, potreboval je dovoljenje za bivanje, ki je bilo vezano na delovno dovoljenje. Po 14 letih je firma propadla, tako kot mnoge gradbene. Vmes je doštudiral in ko je bil v veliki predavalnici FDV, je rekel, fantje, ta stena je dobra, to sem jaz zidal. Danes pa v Leclercu dela kot varnostnik, nekaj metrov od njega pa prodaja njegovo knjigo, ki je bil najboljši literarni prvenec v Sloveniji leta 2014. Izvrstna knjiga kratkih zgodb. Kruta, ampak izjemen slog. No, spodaj so pa 3 slikanice, pa ne misliti, da je to uporabno samo na nižji stopnji. Recimo Žabec in tujec, pa Niko Nosorog, pa Žni počas sta izvrstni kratki besedili za izpostaviti predsodke. Oni so umazani, njim se ne ljubi delati, pridejo in kradejo. Ob teh slikanicah lahko, predvsem, če poznamo znanje imagologije, mogoče primerjalni književniki, torej analiza odnosa do tujcev, kako jih obravnavamo, izvrstno odpiramo te teme in smo do njih kritični. Izpostavljam vedno tudi slikanico Drugačen, to poznajo skoraj vsi učitelji, ampak to knjigo je treba večkrat prebrati in imeti zelo razvito medkulturno zmožnost, da pravzaprav ugotoviš, da ta knjiga, ki je bila nagrajena z UNESCO-vo nagrado za strpnost, spodbuja segregacijo. Namreč vsi tisti, ki so drugačni in vsi tisti, ki pridejo, živijo na osamljenem vetrovnem griču. Jaz ne pravim, da teh knjig ne smemo brati, pa obravnavati, jaz pravim, obravnavajmo jih in bodimo kritični in ob tem odpirajmo debato. Razvoj medkulturnega dialoga na šoli, 5. kriterij pri medkulturni vzgoji in izobraževanju. Izpostavila bom medkulturne učne ure in medkulturne šolske prireditve, na katerih naj ne bo samo folklora in kulinarika,
ampak ker s tem samo še potvarjamo, spodbujamo predsodke lahko. Če pomislim jaz na lepo urejeno gospo v Narodni noši v Nemčiji, ki pleše na folklornem festivalu, ta gospa je tako oblečena na folklornem festivalu, takšna ne gre v službo, pa mladenka ne gre takšna na zmenek, to je treba ljudem povedati. Govorimo tudi o umetnosti, govorimo o znanosti, govorimo o gospodarskih in kulturnih dosežkih posamezne skupnosti. Jaz spodbujam tudi to, da je v šolski knjižnici materno gradivo v maternih jezikih otrok priseljencev. Doslej jih je bilo 80% z področja nekdanje Jugoslavije, zakaj pa ne? Če imamo francoske, pa italijanske, pa angleške, zakaj ne bi imeli pa tudi makedonskih in albanskih? Pa vsaka šola ima svoje glasilo šolsko, enkrat na leto. Naj v njej objavi besedila v maternem jeziku in v slovenskem. Pomembno je tudi v slovenskem, zato da prija do nas. To je samo nekaj predlogov. Zelo pomembno načelo je, ne govorimo o njih, ampak delamo skupaj z njimi. V projektu Eduka, ki smo ga izvajali na ISIM-u, na ZRC SAZU, smo imeli krasno priložnost, da smo na delavnice z otroki povabili priseljene ljudi same, ki so spregovorili o svojih izkušnjah. V prvi uri so predstavili svojo izvorno državo, v drugi uri so predstavili, kako jim je bilo, ko so se vključevali v slovensko družbo in kaj danes počnejo. In to je nekaj najbolj čudovitega, kar lahko naredimo za otroke, veliko bolj učinkovito od vseh naših teorij, pa tudi za učitelje. Tudi učitelji so se ogromno naučili ob tem. Sodelovanje starši priseljenci, izjemno pomembno. Starši priseljenci in z drugimi priseljenci. Tisti, ki so prišli prej, so nam lahko v velikansko podporo pri prevajanju, pri tem, da jim razložimo šolska pravila. Potem zelo pomaga, da staršem damo večjezična vabila, tako da vedo, na kaj so povabljeni. Pri tem nam spet lahko pomagajo tisti, ki so prišli že prej. In pa da jim recimo predstavimo spletno stran informacije za tujce. To je prijazna stvar, ki jo je naredil MNSD, v 7 jezikih ponuja osnovne informacije o slovenskem šolskem sistemu, o slovenskem zdravstvenem sistemu in tako naprej. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo. Šola je del družbenega sistema, sama ne more narediti vsega. Naj starše usmeri na ljudsko univerzo, kjer so brezplačni tečaji slovenskega jezika. Naj šola se povezuje z drugimi šolami, naj se povezuje s projekti, namreč šole se znotraj projektov ogromno naučijo. Zakaj? Zato, ker inštituti in fakultete delamo projekte. Tudi znotraj ZRC SAZU smo imeli ogromno projektov uporabnih za učitelje. Prej je ena gospa omenila na začetku, čisto na začetku, da je pomembno, da se ljudi izobražuje. Obstaja veliko projektov, znotraj katerih smo razvili konkretno uporabna gradiva. Eden je Eduka vzgajati k različnosti, eden je bil ESS projekt, ki smo ga delali tudi s Pedagoškim inštitutom. In te knjige so konkretno uporabne. Vse so prosto dostopne na internetu, to je zelo pomembno. Torej, da se, ko se projekt ne zaključi, se vsa zadeva ne zaključi. To se učiteljem posreduje, nekatere delavnice lahko skopirajo in odnesejo v razred, nekatere stvari se lahko naučijo. Recimo, medkulturni odnosi kot aktivno državljanstvo je tak učbenik, če kdo želi malo več teorije, tu ga lahko dobi. Izjemno povedna je tudi knjiga In. Jaz velikokrat citiram kolegice Mirjam Milharčič-Hladnik, osebne zgodbe ljudi. Torej, če že ne morem ljudi pripeljati na šolo, preberem kakšen odlomek iz te knjige. Zelo, zelo zanimive življenjske zgodbe. Zdaj smo pa pri beguncih. Kaj lahko delamo drugače? A je ta model, ki sem ga predstavila, ta način izobraževanja, razvijanja medkulturne zmožnosti pri učiteljih, uporaben pri vključevanju otrok beguncev? Seveda je. Osnovna šola Livada, ki ima našo državljansko enolončnico, ona že zdaj vsak dan dobi en avtobus otrok iz Viča. In te otroke vključujejo v svoj šolski proces. Ali so otroci med temi, ki bodo prišli? Torej, če pogledam seznam Ministrstva za notranje zadeve, lansko leto je 144 ljudi zaprosilo v Sloveniji za azil. Od teh beguncev, ki so prečkali Slovenijo, 144 se jih je odločilo, da ostanejo. In če pomislim na 2x po 12 ur, ko sem prostovoljila v Dobovi, 30 do 40% je otrok. Pa ne samo dojenčke, ki jih tako ocenjuješ, koliko kilogramov imajo, da potem mamici daš plenice, ampak predvsem se je meni zdelo moški, koliko mladih moških je.
Te mladi moški, med njimi je toliko najstnikov. V Sloveniji so to še otroci. In meni so ukazali, da moram mleko dati samo dojenčkom. Potem pa so me te najstniki, toliko stari kot moji otroci, začeli prositi, če lahko tudi njim dam mleko. In sem jim ga dala. Zakaj to izpostavljam? Zato, ker te mladi moški velikokrat, ko jih vprašajo, kdaj so rojeni, povedo višjo starost. Ne vem, ker si želijo delati, ker mislijo, da bodo tako lažje potovali naprej. Med temi mladimi moškimi je ogromno najstnikov, to želim izpostaviti. Od leta 2009 do 2015 je v Sloveniji zaprosilo od 202 do 385 ljudi za mednarodno zaščito, Slovenija pa je odobrila od 20 do 45 vlog na leto. Torej pravzaprav zelo malo, ne vem, kaj se bo dogajalo s temi 144, pa če pogledam razpise MNZ-ja, okrog 600 ljudi nameravajo sprejeti po kvotah EU v naslednjih letih. Če izhajam iz razpisa, bodo naseljeni v Ljubljani, Mariboru in Murski Soboti. Jaz mislim, da bi jih bilo treba razpršiti po celi Sloveniji in v začetku dati dobro podporo, jih vključevati, jih začeti učiti slovenski jezik, če želijo ostati tu. V slovenski družbi moraš znati slovenski jezik, da narediš šolo, da se zaposliš v večini služb in šol. Učitelji potrebujejo še dodatno usposabljanje. Jaz bi tu opozorila na ustrezno psihološko podporo, namreč tudi učitelji, ki že tako ali tako pravijo, da imajo pomanjkanje znanja za vključevanje otrok priseljencev. Jaz mislim, da mnogi med njimi imajo tudi mamo in drugi imajo težave z ljudmi oziroma ne znamo delati z ljudmi, ki so preživeli vojne travme, ženskami, ki so preživele posilstva, z odraslimi, ki so jim otroci umrli v Sredozemskem morju. Mislim, ljudje manj težke situacije težko preživimo, torej potrebujejo in begunci, in njihovi otroci, in učitelji dodatno strokovno podporo. Pri otrocih uporabimo izkušnje z otroki priseljenci, odraslim čim prej omogočimo zaposlitev. Večina ljudi, ki pride, hoče delati. Večina ljudi, ki pride, hoče delati. Če ti pustiš vse in prideš, to narediš največkrat z namenom, ker hočeš delati in ker hočeš otroke normalno poslati v šolo. Tudi med begunci je to tako. Kaj je po veliko negativnih izkušnjah in ksenofobičnem diskurzu, ki smo ga danes omenjali, vse en velik korak naprej. Ko smo v 90-ih letih sprejemali begunce z razpadajoče Jugoslavije, smo za njih organizirali posebne popoldanske ali vikend šole. Danes gredo v šolo. Hvala.